Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu, kot je že omenjeno, moje ime je Nika Tavčar, prihajam iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, in z veseljem pozdravljam tudi naši panelistki in panelista, ki jih sicer ne vidim za seboj, ampak verjamem, da so že online. Naj že na začetku poudarim, da bo po vsaki izmed 3 predstavitev na koncu tudi nekaj časa na voljo, tudi nekaj časa za vaše vprašanja in tudi za krajšo razpravo, zato lahko že tekom predstavitev o vprašanjih razmišljate in jih tudi zapišete v chat. No, sedaj pa kar k vsebini, jaz rada rečem k najpomembnejši temi našega časa, podnebnim oziroma širše gledano okoljskim spremembam. Podnebna in ekosistemska kriza, sredi katerih smo se znašli, danes že močno vplivata na življenje ljudi po vsem svetu. Letošnje poletje je ponovno minilo v znamenju suše, temperaturnih rekordov. Tudi v Sloveniji smo že doživeli, smo videli v bistvu katastrofalne požare v tem poletju, da ne omenimo poplav spomladanskih pozeb, na katere se zdi, da smo že kar navajeni. Zaradi sprememb, vseh teh sprememb, ki smo jim priča, je že ogrožena varnost ljudi in premoženja. Spreminjajo se pogoji za pridelavo hrane, na številnih območjih se varnost oskrbe s hrano zmanjšuje in te spremembe v naravnem okolju, ki smo jim priča, ki smo jim že priča, oziroma in ki so posledica podnebnih sprememb, postajajo tudi glavni razlog za migracije po vsem svetu. Govorimo torej o krizi res globalnih razsežnosti, katere vplivi segajo prek meja posameznih držav in za naslavljanje katere mali koraki niso več zadostni, tako na ravni posameznikov kot na sistemski ravni. Preden pa sploh lahko govorimo o ukrepih, je ključnega pomena razumevanje tega kompleksnega podnebnega sistema. In zato sem vesela, da lahko v naši družbi pozdravim eminentne strokovnjake, ki se s to temo tudi raziskovalno ukvarjajo, vsak z malce drugačne perspektive, vsi pa se nekako ukvarjajo z atmosfersko komponento podnebja. Naša prva panelistka je dr. Lina Bolka, ki je trenutno podoktorska raziskovalka na Geofizikalnem inštitutu Univerze v Bergenu na Norveškem. Ukvarja se predvsem z razumevanjem pojavov v atmosferi na različnih časovnih skalah, kar lahko dosežemo z matematičnimi opisi, simulacijami v podnebnih modelih in z analizo meritev. To znanje se kasneje lahko uporabi za boljše napovedovanje pojavov v atmosferi na daljših časovnih skalah, ko govorimo o več kot 2 tednih. Lina Bolka je dodiplomski študij zaključila na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, podiplomski, tako magistrski kot doktorski, pa na Univerzi v Readingu v Veliki Britaniji. Pred potjo na Norveško je bila podoktorska raziskovalka na Zvezni univerzi v Koloradu. Lina, beseda je vaša. Da malo odstranim stvari in da grem v full screen. A je vse v redu? Ali moram kaj zamenjati screen? Vse je v redu, lahko pričnete. Ups. Zdaj boste videli celo predstavitev, ampak torej jaz bom govorila o spremenljivosti podnebnega sistema na nekih teh daljših časovnih skalah, govorim o multidekadnih, torej gre za časovne skale, ki se dogajajo na nekih, oziroma pojave, ki se dogajajo na nekih časovnih skalah več 10 let. Gre pa za pojave, ki načeloma obstajajo po vrhu tistega signala podnebnih sprememb, o katerem večkrat govorimo v medijih in tako naprej. Ampak preden grem v to neko multidekadno variabilnost, jaz mislim, da je pomembno, da razčistimo, kaj je podnebje, kaj je podnebni sistem in podobno. Torej, podnebje je nekakšno povprečno vreme. Podnebje se načeloma dokaj pogosto, relativno pogosto spreminja. To se lahko zgodi skozi neke naravne procese, lahko pa pač je človekov vpliv tisti, o katerem govorimo pri spreminjanju podnebja. In o tem danes največ govorimo. Zdaj podnebje potem vpliva na vremenske pojave oziroma en na drugega vplivata v končni fazi. In spreminjanje podnebja načeloma največkrat vidimo skozi spreminjanje v globalni povprečni temperaturi.
Je pa podnebni sistem zelo zapleten. Kot prvo govorimo o pojavih, ki se dogajajo po celi Zemlji. Torej vse regije Zemlje med sabo komunicirajo, kar je že samo po sebi dosti komplicirano. Potem pa imamo v podnebnem sistemu še polno enih drugih pojavov, ki vsi med sabo komunicirajo na tak ali drugačen način. In v bistvu pri podnebnem sistemu se nekako vse začne pri sončnem sevanju. Sončno sevanje recimo temu poganja cel sistem. Potem pa pač v podnebni sistem spada atmosfera in vse, kar lahko najdemo v atmosferi. Recimo oblake in padavine, pa potem oceani in pa tla. V tleh imamo razne reke, jezera, vegetacija, torej gozdovi, travniki, karkoli že pač. In pa tudi marsikatero dogajanje v prsti kot takšni je zelo pomembno. Potem imamo led. Led najdemo tako na morju kot na kontinentih in pa v obliki ledenikov v gorah. In pomembni so tudi recimo vulkanski izbruhi in v končni fazi seveda tudi človeški, te neki antropogeni vplivi. Danes se bomo pokrili kar nekaj tega podnebnega sistema. Oziroma vsi bomo nekako govorili o nekih atmosferskih pojavih. Jaz se bom dotaknila malo še oceana, ledu, medtem ko Nina in Blaž bosta več govorila o oblakih. Vsi pa mislim, da bomo vsaj do neke mere tudi govorili o antropogenih vplivih. Kaj zdaj mislim s spremenljivostjo podnebnega sistema? Danes mislim govoriti samo o zadnjih 150 letih. Bom pa pač pogledala na spremenljivost podnebnega sistema s pomočjo te globalne povprečne temperature. In to pomeni, da v bistvu povprečno temperaturo po celi Zemlji, kar v principu lahko pomeni, da nekje je malo bolj toplo, nekje je malo bolj toplo od te povprečne temperature, ampak kot nek tak enostaven indikator spreminjanja podnebja je globalna povprečna temperatura popolnoma dovolj. Tako da, če si pogledamo teh zadnjih 150 let, lahko vidimo, da se je temperatura spreminjala praktično ves čas. In če pogledamo nekje na začetek industrializacije, lahko vidimo, da so bile tudi najvišje temperature v tistem obdobju nižje od tistih najnižjih temperatur, ki jih najdemo danes. Tako da ta trend proti višji globalni povprečni temperaturi je nekako jasen. Lahko vidimo, da se od leta do leta načeloma spreminja temperatura, ampak kaj mene bolj zanima za to današnjo predstavitev, so v bistvu bolj te spremembe, ki jih vidimo na multidekadni skali. Torej, nekaj časa recimo, da je temperatura nekako konstantna, potem se pa recimo močno dvigne, pa je spet malo bolj konstantna, pa se spet dvigne, pa je spet mogoče malo bolj konstantna in tako naprej. In to je v bistvu ta multidekadni signal, o katerem bom danes mogoče malo več govorila. Zdaj, če vzamemo iz enega drugega članka, torej ta tanka črna črta je ista kot na prejšnji sliki, samo da gre samo do leta 2000 tam nekje. In če zdaj pogledamo, kakšen je trend v temperaturi, tisti trend, ki ga mi pripišemo človekovemu vplivu, je trend tak monoton. Torej, ta črna črta prikazuje ta monoton trend, ki je posledica človekovega vpliva, torej segrevanja ozračja kot takšnega. Po vrhu tega trenda pa imamo multidekadno variabilnost in če seštejemo multidekadno variabilnost in ta trend, dobimo to sivo črto tukaj. In v bistvu se lepo vidi, da imamo določeno obdobje, ko se nekako ustavi segrevanje, pa potem pospeši, pa malo bolj ustavi, pa pospeši, ampak ta celovit trend je še vedno navzgor, ne glede na to, da imamo multidekadno variabilnost. In zdaj mene zanima predvsem ta naraven del multidekadne variabilnosti, tako da bomo zdaj odšteli ta trend
Torej, črno črto bomo odšteli od te sive črte in kaj dobimo, je enostavno samo neka ta, recimo temu, naravna variabilnost v podnebnem sistemu na multidekadni skali in mene potem zanima, kaj povzroča torej samo to variabilnost brez tistega trenda. In da lahko razumemo, kaj povzroča variabilnost na teh daljših časovnih skalah, moramo razumeti procese v oceanih, vsaj do neke mere. In sicer oceani pokrivajo 1/2 Zemlje, v oceanih imamo ogromno tokov. Ta slika, ki jo tukaj prikazujem, prikazuje zgolj nekatere tokove v oceanih. In v bistvu lahko vidimo, da imamo neke bolj toplejše površinske tokove, te rdeče, in pa potem tiste bolj tokove v globini, ki so nekoliko hladnejši. Ampak mislim, da neka stvar, ki je tukaj jasna, je, da se vsi ti tokovi v končni fazi povežejo, da je cel sistem povezan, različne regije povezane med sabo, kar se mi zdi ful cool. In po drugi strani pa so procesi v oceanih dokaj počasni, torej če hočemo ocean recimo segreti, se bo to segrevanje dogajalo počasi, ker ima voda visoko toplotno kapaciteto. Poleg tega pa so tokovi tudi zelo počasni, že zato, ker pač je voda, velike količine vode zelo težko premikati. To si lahko predstavljate tako, da zamahnete v vodi pa v zraku in vidite, da je tok v zraku precej lažje premakniti kot v vodi. Potem pa pač te oceani komunicirajo z atmosfero in se tako nekako povezujejo v tem podnebnem sistemu. In sicer povezovanje gre na nek tak način, da če se spremeni recimo temperatura v oceanu, to vpliva na tokove v atmosferi, recimo na veter. In ko se spremenijo ti tokovi v atmosferi, to vpliva na temperaturo v oceanu in je potem to tak nek cikel, ki obstaja znotraj podnebnega sistema med atmosfero in oceanom. In temu pravimo recimo temu sklopljen sistem atmosfere in oceana. In en tak sklopljen sistem obstaja v Atlantiku, podobni sistemi obstajajo tudi v Pacifiku, ampak danes se bom fokusirala na Atlantik, in sicer na atlantsko multidekadno variabilnost, kot temu pravimo. In sicer pri tem gre za oscilacijo, torej neko nihanje v Severnem Atlantiku, ki ima časovno skalo nekih 50 do 70 let. Kaj to pomeni? To pomeni, da je temperatura Atlantika, ki je prikazana tukaj na tej sliki, nekih recimo 30 let bolj topla v pozitivni fazi te variabilnosti in potem recimo 30 let hladnejša v negativni fazi te variabilnosti. In potem mi lahko vzamemo povprečno temperaturo, ki jo povprečimo čez cel ta severni Atlantik, in tako pridobimo indeks te atlantske multidekadne variabilnosti in lahko pogledamo, kako se je ta temperatura Atlantika spreminjala skozi čas. In na ta način dobimo tole sliko tukaj dol in lahko vidimo, da ob koncu 19. stoletja bil Atlantik malo toplejši, potem v začetku 20. stoletja malo hladnejši, pa potem spet toplejši, pa hladnejši, pa toplejši in tako naprej. Skratka, gre za pojav, ki se ponavlja skozi čas, zato temu pravimo oscilacija. In v bistvu upam, da vas vsaj malo spomnim na tisto sliko, ki sem jo imela prej, ko sem govorila o multidekadni variabilnosti v tej globalni povprečni temperaturi. In mislim, da je tudi iz te slike vsaj vsaj približno jasno, no, da kadar je ta multidekadna variabilnost v tisti negativni fazi, je tudi temperatura globalne temperatura povprečena čez celo Zemljo nekako malo nižja. In podobno za obratno fazo. In potem se lahko vprašamo, kako deluje tak sistem, tak sklopljen sistem, torej za Atlantik. Predvsem govorimo o povezavi med dvema spremenljivkama. Po eni strani imamo moč te meridionalne cirkulacije v Atlantiku, to je
to je ta tok tukaj, ko imamo to rdečo, je površinski tok in gre iz Južnega oceana proti severu, potone nekje pri Arktiki dol in potem se po globini vrne proti Južnemu oceanu. Potem pa imamo še eno spremenljivko, pri čemer je najbolj pomemben veter nad Severnim Atlantikom. In gre za moč vetra nad Severnim Atlantikom in to najlažje opisujemo tako, da vzamemo indeks severnoatlantske oscilacije, ki načeloma opisuje ravno te spremembe v vetru nad Atlantikom. In torej v pozitivni fazi te oscilacije imamo močnejši veter, v negativni fazi pa pač šibkejši veter. Vplivov je sicer precej več, ampak zdaj se bom fokusirala zgolj na to. Zdaj, ker gre za nihanje, za neko oscilacijo, se pojav načeloma ponavlja. In mi lahko v bistvu začnemo razumevati, kako zadeva poteka tako, da recimo začnemo v neki fazi te variabilnosti. In recimo, da začnemo v fazi, ko je ta tok v oceanu, tukaj dol, dokaj šibek. To pomeni, da v bistvu v morje prenese manj toplote iz juga na sever, torej iz ekvatorja proti polu pride manj toplote, kot bi jo sicer, kar pomeni, da se Severni Atlantik relativno shladi, to je ta modra barva tukaj na zemljevidu. Ker se Severni Atlantik shladi, lahko dobimo več ledu tam pri Arktiki oziroma na severu Severnega Atlantika. Hkrati pa to pomeni, da se zveča tudi temperaturni gradient med ekvatorjem in polom, ker je pač sever Severnega Atlantika hladnejši. In veter v Severnem Atlantiku je močno povezan s tem gradientom temperature, kar pomeni na koncu, da se veter, kadar je gradient temperature večji, se veter pospeši, je močnejši. In to vodi kasneje v pozitivno fazo severnoatlantske oscilacije. To je pač prikazano tu. In to potem dodatno pospeši tudi te razne druge tokove v oceanih, te bolj površinske, kar dodatno vodi v hlajenje Severnega Atlantika in več ledu. Ko imamo mi več ledu, to pomeni, da voda pod tistim ledom postane nekako bolj gosta, bolj slana in zato lažje potone. In ker lažje potone, rata ta tok v oceanu močnejši. Torej, tam nekje pri Arktiki, ker tok potone, rata tok močnejši in potem to vodi v močnejšo cirkulacijo v oceanu, kar potem povzroči obraten efekt. Torej, ker je močnejši tok, dobimo več toplote iz juga na sever in na ta način segrejemo Severni Atlantik, to so zdaj te bolj rdeče barve tukaj, kar potem vodi v taljenje ledu, v manjši gradient temperature nad Atlantikom, kar potem oslabi veter nad Atlantikom, kar še dodatno potem vodi v šibkejše tokove in tako naprej. In dodatno taljenje ledu, ker se led stali, imamo več te sladke vode in zaradi tega potem ta voda tam ob Arktiki rata manj gosta, se teže potone in dobimo šibkejšo cirkulacijo v oceanu. In smo spet nekje na tem začetku, kjer smo začeli. In se oscilacija lahko ponovi. Pri vsem tem ima veliko vlogo sicer stratosfera. Druge študije pravijo, da so pomembni lahko tudi vulkani pa antropogeni izpusti majhnih delcev, torej aerosolov. Skratka, zgodba je precej bolj kompleksna, ampak v tej najbolj enostavni formi deluje na princip, ki sem ga razložila zdaj. Zdaj, ta multidekadna variabilnost obstaja seveda v tem Severnem Atlantiku, ampak ima tudi te bolj neke
globalne razsežnosti, recimo za ta del, za Evropo, to načeloma pomeni, da tam okrog, ko se segreje Atlantik, se segreje tudi Evropa, pa tudi Azija. In pa temu segretju Atlantika potem sledi tisti šibkejši veter, kar načeloma pomeni več dežja v Južni Evropi. Tako da ima ogromen vplivov na podnebni sistem, ta multidekadna variabilnost. In zdaj, ker pač se takrat, ko imamo segret Atlantik, pregreje tudi recimo Evropa pa Azija, v bistvu segreje kar en velik del Zemlje in to se potem jasno odraža v globalni povprečni temperaturi in zaradi tega se potem vidijo te povezave med atlantsko multidekadno variabilnostjo in globalno povprečno temperaturo na tej multidekadni časovni skali. In zdaj, ker pač poznamo, kako deluje ta multidekadna variabilnost, lahko mi to znanje zdaj uporabimo in ekstrapoliramo to multidekadno variabilnost v prihodnost. Poleg tega pa lahko v prihodnost vsaj deloma ekstrapoliramo tudi ta trend, ki ga povzročajo človek, podnebne spremembe kot takšne. Torej, tukaj imam ta trend, to je skica, je ta trend zgolj premica in jo enostavno samo ekstrapoliramo v prihodnost in potem seštejemo multidekadno variabilnost in trend in dobimo to oranžno črto in jo spet lahko ekstrapoliramo v prihodnost. In to lahko naredimo za različne spremenljivke. In kaj vidimo je recimo, da bo v prihodnosti, da počasi prehajamo v negativno fazo atlantske multidekadne variabilnosti, torej v hladnejši Atlantik. Potem lahko tudi vidimo, da če pogledamo globalno povprečno temperaturo, da smo ravno zdaj v nekem obdobju, ko se bo globalna povprečna temperatura majhen ustavila. To ne pomeni, da se bo segrevanje ozračja ustavilo. Segrevanje ozračja bo šlo še zmeraj navzgor, ampak samo majčkeno se bo ustavilo za 10 let, potem se bo pa po letu 2030, 2040 močno pospešilo tisto segrevanje, seveda. Tudi let se bo morda malo počasneje talil in pa ker bo pred pozitivno fazo multidekadne variabilnosti bolj ta negativna faza severnoatlantske oscilacije, torej ti šibkejši veter, pričakujemo tudi nekoliko več dežja v Južni Evropi v naslednjih recimo naslednjih 10 let. Torej, v bistvu vse, kar sem hotela povedati, je, da je temperaturni trend, ki ga gledamo danes, kombinacija tega trenda, ki ga dobimo zaradi segrevanja ozračja kot takšnega, ki je povzročen s strani človeka, torej to je ta zelena črta, in multidekadne variabilnosti. In ta multidekadna variabilnost v bistvu vsakih nekaj let malo zaustavi ta trend, navidezno zaustavi ta trend in potem ga pospeši, ampak v povprečju ostaja ta trend segrevanja ozračja nekako konstanten oziroma se vedno bolj pospešuje, ker imamo vedno več ogljikovega dioksida v zraku. Skratka, multidekadna variabilnost nikakor ne more ustaviti podnebnih sprememb. Nikoli. Tako da ta relacija med človekovim vplivom, torej tem trendom in multidekadno variabilnostjo bo ostala tudi v prihodnje in dejansko zdaj pričakujemo, da bo vsaj malo se ustavil, potem bomo šli pa spet hitreje naprej v smislu segrevanja ozračja. Tako da jaz se bom tukaj ustavila. Hvala za poslušanje in z veseljem odgovorim na kakšno vprašanje.
Lina, najlepša hvala. Prvo vprašanje bom v bistvu zastavila kar sama. In sicer v povezavi s podnebno krizo pogosto omenjamo tudi točke preloma, ob katerih, če jih prestopimo, se lahko sprožijo obsežne in hitre spremembe v naravi, ki prinese katastrofalne posledice za vse nas. Primer, naprimer, taljanje ledu na Grenlandiji. Znanstvenega konsenza, kdaj bodo te točke prekoračene, še ni, se pa večinoma strinjajo, oziroma najbolj strinjate, da je doseg določenih točk že neizbežen. Kaj v povezavi s tem pravijo zadnje raziskave? To je v bistvu prvo vprašanje. Ja, zdaj leta 2022 je prišla ven raziskava, kjer so rekli, da če prekoračimo 1,5 stopinje, da lahko že pridemo do 5 točk preloma. Torej, recimo, tudi če se nekako držimo tega pariškega sporazuma, ko govorimo o omejitvi temperature na 1,5 do 2 stopinji Celzija, lahko že pridemo do določenih točk preloma. Potem pa pač višja kot je temperatura, huje bo. Kaj je bil tisti drugi del vprašanja? V bistvu sem prvega zaenkrat postavila, na drugega ste delno tudi odgovorili. V bistvu je tako, kolikšno vlogo pri tem igrajo globalne podnebne zaveze, ne? Ja. Torej, ali je brez polne implementacije tega sploh se je moč izogniti najhujšim posledicam, no? Tako mogoče pri podvprašanje. Ja, bolj ko omejimo podnebne spremembe, bolj bo, ne. To je enkrat ena. Tako da ja, zaveze so zelo pomembne. Je pa na nas, koliko se jih bomo držali. Čim boljš bi bilo, da pridemo do tiste 1,5 stopinje in nič več, ampak kot vemo, trenutne zaveze nas peljejo bolj proti 2 do 3 stopinjam. Tako da ja. To, sicer ne optimistično, pa vendar. Ima kdo iz publike morda kakšno vprašanje? Aha, tukaj vidim roke. Hvala lepa, Lina. Mene pa zanima, kakšna je ozaveščenost, splošna ozaveščenost o tej multidekadnosti, ker mene zanima glede recimo odločevalcev, ne, v mednarodnem prostoru. Naprimer, zdaj veliko govora, da moramo ohraniti temperaturo pod spremembami 1,5 stopinje. In mene zanima, kaj je bilo storjeno glede ozaveščanja te multidekadnosti, ker se mi zdi, da to zelo vpliva na to, kako lahko mi povemo, ali smo uspešni ali ne pri ohranjanju nižje globalne temperature. Če mogoče bi nam lahko povedala kaj več o tem. Hvala. Multidekadno variabilnost šele zadnja leta lahko malo bolj raziskujemo, ker imamo končno malo več podatkov, še zmeraj verjetno ne dovolj, ampak šele zadnja leta se malo bolj raziskuje, no. Tako da ozaveščenost glede te teme je po mojem zelo majhna. Mi vemo, da je bilo, še ne vem, kdaj je bil tisti Climate Gate, ne vem, v nekih 2000-ih, nedolgo nazaj, no, je bil problem zaradi tega, ker se je to segrevanje ustavilo, ravno zaradi neke te multidekadne variabilnosti. Takrat je bil krivc Pacifik v bistvu. In so začeli vsi, da so se podnebne spremembe ustavile, da to ni nič, potem je šlo pa ful hitro navzgor, kar naenkrat, ne. Tako da mislim, da je treba tukaj kar predvsem še narediti, ja, v ozaveščanju te temi. Lina, Klemen, tukaj jaz vam tudi eno vprašanje glede te multidekadne variabilnosti. Glede na to, da se sam v e-mobilnosti ukvarjam, glede na to, da si rekla, da gre trend trenutno navzdol, kratkoročno, pomeni, koliko let imamo to 10-20 let časa in koliko misliš ti, da moramo CO2 v tem času zmanjšati? Nam dejansko to koristi, ta kratkoročen trend na 70-letju?
V bistvu ne vem, če nam koristi, zaradi tega, ker bomo gledali podatke in se nam bo zdelo, da se je ustavilo vse skupaj, potem bo šlo pa kar naenkrat zelo na hitro navzgor. Tako da z tega vidika nam ne pomaga, ker pač enostavno tiste podnebne spremembe skrijejo v ozadje te multidekadne variabilnosti. Tako da jaz mislim, da se moramo držati tega nekega dolgoletnega trenda, ki ga lahko vidimo, in enostavno gledati, da bomo tisti trend nekako ustavili. Tako da treba se držati tisti Fit for 50 ali kako že, skratka net zero 2050, pa mislim, da je 55% zmanjšanje izpustov do leta 2030, da so to zaveze Evropske unije, vsaj tega se je treba držati. Ja. Imam pa mogoče en komentar, čisto, ne vem na tvoje mnenje, na to je jaz osebno drugače, jaz ne verjamem v te zaveze, sem tehnik drugače, verjamem v trg, ker sem kot hobi ekonomist tudi, pa recimo te zahteve, kaj ima Evropska unija glede pač električnih vozil, so nerealne in jaz tudi mislim, glede na to, če želimo podnebne spremembe, pa jih moramo, da se jih da samo žal čisto z ekonomskega vidika obdavčiti CO2 izpust. Recimo jaz živim v Avstriji, so izpusti, ko kupiš vozilo, ko ga registriraš obdavčeni, mislim, da bo šlo samo bottom up, pa žal samo ekonomski vidik, ker drugače lahko podpišemo vse te sporazume, pa vsi vemo, kaj je bil rezultat. Ja, marsikdo je podobnega mnenja. Tako da, ja, mislim, nažalost po eni strani, po drugi strani pa udariti ljudi po denarnici najlažji način. Ja, nažalost, ja. Se sliši? Hvala, Lina, za enkrat, ker se nam mudi, pa mislim, da boste z nami ostali do konca, ne? Če bo slučajno kaj časa, boste potem pripravljeni še na kaj odgovoriti. Mi se premaknemo kar naprej. Pozdrav našega drugega panelista, dr. Blaža Gasparinja, ki se nam javlja z Dunaja. Je podnebni fizik in Marie Curie Fellow na Univerzi na Dunaju, kjer preučuje vpliv visokih oblakov na podnebje. Pri svojem delu skuša razumeti evolucijo oblakov, predvsem s pomočjo podnebnih modelov. Svojo akademsko pot je sicer začel na ETH Zürich v Švici z doktoratom na temo mikrofiziki cerusov in idejo o umetnih modifikacijah podnebja oziroma geoinženiringu. Po doktoratu je 3 leta raziskoval vplive in razvoj tropskih nevihtnih oblakov na podnebje na Univerzi v Washingtonu v Seattlu. Zdaj pa kar prosim Blaža, da nam v naslednjih 20 minutah ali malce več odgovori na to, ali bo naša prihodnost torej bolj ali manj oblačna in kaj to pomeni za globalno segrevanje. Blaž, beseda je vaša. Super, hvala. Hvala za povabilo, hvala za ta uvod. Slišali smo že nekaj v redu uvodnih besed o podnebju strani Line in zdaj gremo malo naprej, gremo v temo oblakov, ki je kot omenjeno ta tema, s katero se jaz ukvarjam, z oblaki, z modeliranjem oblakov, predvsem z modeliranjem enih takih oblakov, kot jih vidimo tukaj na tej sliki, taki visoki, palačinkasti, dajmo reči, oblaki, ki začnejo svojo življenjsko pot v outflowih neviht. Če se zdaj vzamemo eno malo pauzo, pa se usedemo v en space shuttle in gremo par 10.000 kilometrov v vesolje, se ozremo nazaj, ustvariti idejo, kaj bi se zgodilo, če bi se vsi ti oblaki v enem trenutku zginili. Kaj bi se zgodilo s podnebjem? Ali bi bila temperatura nižja ali višja? V bistvu odgovor ni toliko enostaven, zadeva je malo kompleksna in pridem do odgovora čez 2 minuti. In še prej bi rad govoril o vlogi, ki jo oblaki igrajo v podnebju. Namreč ta vloga je dvojna. Na eni strani imamo zelo dosti oblakov, kot te oblaki tukaj na levi, ti stratusi. Lahko bi tudi dal en primer megle nad Ljubljansko kotlino. Taki oblaki, nizki oblaki predvsem, deluje zelo belo iz vesolja, iz satelitskega posnetka. Predvsem v primerjavi z zelo temnim morjem. To je zdaj Kalifornija, tukaj obala Kalifornije in Pacifiški ocean. In se pravi, ti oblaki res odbijajo dosti sončne svetlobe, kar pomeni, da imajo učinek hlajenja na podnebje.
In to je precej razumljivo. Po drugi strani pa imamo tudi drugačne oblake, visoke oblake, recimo ciruse, kot tukaj na desno, ki pa so precej bolj prosojni za sončno in vidno svetlobo. Na tej sliki še zmeraj lepo vidimo, kje se nahajamo, namreč to je delta Nila, prekrita popolnoma s temi cirusi. Ampak seveda cirusi ne morejo potem odbiti toliko sonca in ne hladijo dosti planeta. Ampak to je samo polovica, ena plat medalje. Zdaj imamo še drugo plat medalje. Namreč, če gremo v dolgovalovni spekter, v zemeljski spekter, vsak predmet, karkoli, ki ima neko temperaturo, daje tudi neko sevanje in se hladi na ta način tudi planet. No, če gremo v ta spekter na levi, vidimo, da ta stratus v bistvu, da ga ni, da zgine. Ne vidimo, kje se konča, kje se začne, kar pomeni, da nima veliko vpliva na ta dolgovalovni spekter. Po drugi strani pa ne vidimo več delte Nila. Kar pomeni, da ta cirus ima en precej močen učinek na to dolgovalovno sevanje. En učinek, ki je v bistvu zelo podoben tistemu toplogrednih plinov. Se pravi, cirusi, ravno tako kot toplogredni plini, preprečujejo, da bi se zemeljska toplota izsevala nazaj v vesolje. In na tak način predvsem segrevajo podnebje. Zdaj, če pridemo nazaj na naše vprašanje od prej. Svet brez oblakov. Svet brez oblakov bi bil bolj topel, nekje 5 stopinj Celzija bolj topel v povprečju. To pa zato, ker ti nizki oblaki so tisti, ki so malo bolj radiacijsko relevantni, malo bolj pogosti, malo bolj močni in ta efekt zmaga proti tem toplogrednemu učinku teh visokih oblakov. In zdaj mogoče teh 5 stopinj deluje precej majhna številka, ampak v bistvu teh 5 stopinj je res več kot tam, kjer bi prišli tudi po teh zelo slabih emisijskih scenarijih do konca stoletja vsaj. Se pravi, res neko podnebje, ki bi bilo precej drugačno od tistega danes. Zdaj, če gremo en korak naprej, se pravi, vlogo oblakov v podnebju danes več ali manj poznamo. Rad bi vam predstavil še par besed o tem, kako podnebni modeli predstavljajo oblake, ker se s tem namreč ukvarjam in ker je to en velik challenge, en velik izziv. Namreč oblačna scena, kot je ta na intro slajdu oziroma ta tukaj, zna biti precej kompleksna. Imamo razne kopaste, plastovite oblake, nizke, visoke oblake in naši modeli, grid od naših modelov je precej velik in seveda vsakega tega oblaka posebej ne moremo najboljše predstaviti. In to je že en zelo velik problem. Poleg tega pa še, če bi recimo zoomirali v enega izmed teh oblakov, pa recimo, da je ta oblak visok oblak, sestavljen iz ledenih kristalčkov oziroma snežink, vidimo, da te snežinke znajo biti, kot vemo, zelo, niti dve snežinki nista popolnoma enaki in to je pač en velik izziv, kako vse to predstaviti v nekem računalniškem modelu, ki bo poleg tega seveda simuliral še padavine, temperaturo, oceane in tako dalje, vse te interakcije. En tipičen podnebni model, en output od tipičnega podnebnega modela izgleda tako nekako. Vidimo precej teh pikslov in ta naša oblačnost ne deluje najbolj realistično, če primerjamo s tistim pogledom na oblake iz letala, recimo, ki zna biti zelo kompleksen. Ampak ne glede na to, mi skušamo vseeno v modelih nekako dobiti čim boljši vidik na neko povprečje in če je bil to zdaj naš pogled iz letala na te oblake, tukaj lahko vidimo na desni eno isto sceno, videno zdaj skozi oči podnebnega modela. Zdaj, ta model verjetno jaz ne bi uporabil za se vprašati vprašanje o tem, kako se bo ta kumulus razvijal, ampak lahko pa nam še zmeraj da zelo uporabne informacije o tem, kako se bo neko povprečno vreme, povprečna temperatura, radiacijska bilanca razvijala v
ne vem, naslednjih 50 ali pa 100 letih. Tako da kljub temu, da mogoče deluje malo drugače, še zmeraj so ti modeli uporabni za nekatere aplikacije. Ampak kar je še bolj zanimivo in kar nam daje zelo dosti upanja in excitinga tukaj je, da danes skupaj z razvojem računalništva in z več computational capacity vidimo, da prihajamo v fazo, kjer imamo te modele zelo visoke ločljivosti, ker naši oblaki začnejo delovati zelo podobno tistim iz satelitskih posnetkov. In to je zelo cool. Če pa gremo še eno stopnjo naprej, pa imamo še ene modele še višje ločljivosti, kjer bi rekel res, tukaj je zelo težko povedati, ali je zdaj to en posnetek iz letala ali je to modelska simulacija. En takšen kvantni preskok predstavlja trenutno taka študija Diamond, primerjalna študija modelov, ki so visoke resolucije in ki lahko zelo dobro simulirajo vse te procese in oblake in tako dalje. In tukaj imamo en primer outputa oblakov iz teh modelov, pri čemer pa je eden izmed sfer zemeljskih satelitski posnetek. In 8 je model output. Zdaj lahko razmislite pri sebi spet, katera izmed teh slik je tista ta prava, je tisti satelitski posnetek. In jaz mislim, da je to zelo težko ločiti, kaj je zdaj model in kaj ne. Zdaj, jaz, ki imam malo bolj trenirano oko, bi rekel, da mogoče številka 2 deluje malo nerealno in je verjetno model, mogoče tudi številka 1 ali pa 9, ampak 4, 5, 6, 7, težko. No, jaz vem rešitev je številka 5, se pravi, številka 5 je tisti realen satelitski posnetek in tukaj na sredi v tej čudni barvi Avstralija za orientacijo, medtem ko so vse drugo reprezentacije te scene strani modelov. In to se mi zdi res cool, da smo danes prišli že na neke take ravni. Kljub temu pa je vloga oblakov oziroma razumevanje oblakov še zmeraj na ne najboljši ravni. In predvsem razumevanje, kako se bodo oblaki obnašali v drugačnem podnebju, bolj toplem podnebju. In kaj bo to pomenilo za prihodnji razvoj temperatur in tako dalje. In če pogledamo zdaj spet en izmed teh grafov, ki jih je že Lina pokazala, pa ki ste že vsi videli milijon, se pravi anomalija globalne povprečne temperature v povprečju primerjavi z nekim povprečjem 86-2005. To je ta historični trend, reproduciran strani ene modelske simulacije in potem imamo en scenarij razvoja prihodnosti, kjer imamo izredno dosti izpustov CO2 in pridemo do neke precej visoke povprečne globalne temperature do konca stoletja z enim modelom. Zdaj, če pogledamo še, kaj drugih cirka 50 modelov simulira, vidimo, da nimamo samo enega odgovora leta 2100, ampak ta odgovor je odvisen od modela, ki ga vzamemo. Ali je zdaj 2,5 ali je 6,5 stopinj Celzija, je res ta range, ta nedoločnost strani modela je res zelo, zelo velika. In seveda, če bi zdaj šli po nekem drugem emisijskem scenariju, kjer pridemo res do te neto nula do leta 2050 in tako dalje, vidimo, da mi še zmeraj kot družba lahko nekako navigiramo to našo trajektorijo globalne temperature precej dobro. In smo še zmeraj precej pod vsem to modelskim nedoločnostjo, tem oblakom iz tega scenarija višjih izpustov CO2 in toplogrednih plinov. Če zdaj to malo kvantificiramo boljše, spet en podoben plot kot prej, temperatura, anomalija temperature, preteklost, prihodnost. Tukaj vidimo res, da to, o čemer nam je Lina prej govorila, ta interna ali pa naravna variabilnost podnebja je tista, ki je zelo pomembna na rok 10 ali pa 20 let.
Potem imamo zmeraj v bistvu modelsko nedoločnost, o katerem bom govoril še malo več, ki je zelo pomembna. In v končni fazi pa v prihodnosti, ko gremo malo dlje, 50 plus let, je res odvisno od tega, kaj delamo kot družba, v kateri emisijski scenarij oziroma scenarij družbenega razvoja gremo, ki res diktira našo trajektorijo podnebno. Ampak, anyway, o tem mogoče kdaj drugič, kdo drugi. Jaz bi rad se fokusiral na ta modro modelsko nedoločnost, katero do velike mere res determinirajo oblaki kot eden izmed procesov, ki jih razumemo najslabše v našem podnebnem sistemu. In ko mi dvignemo koncentracijo CO2, mi vemo precej dobro, kam naj bi prišli, samo zaradi tega forcinga, tega dviga CO2, ampak potem imamo še en kup raznih procesov podnebnih, ki to temperaturo, ta začetni dvig temperature ali bremzajo ali pa pospešijo dodatno. Eden izmed takih procesov je recimo ta albedo feedback, se pravi, če je bolj toplo, bomo imeli manj ledu na Arktiki, kar pomeni, da bomo imeli več temnega morja, ki bo vpilo svetlobo in zato še dodatno segrelo sistem. To je en pač precej intuitiven, tako imenovan feedback oziroma povratna zanka, pozitivna. Zdaj, ena, s katero seveda se zelo rad ukvarjam, ena izmed teh povratnih zank oziroma ena izmed neznank so ti oblaki, pri čimer me najbolj tukaj zanima in bi rad poudaril ta uncertainty bar, ta nedoločnost procesa v povezavi z oblaki oziroma spremembami oblakov v bolj toplem podnebju, ki je res izredno velika in ki do velike mere tudi determinira ta naš skupni pač skupno nedoločnost, ki smo jo prej videli na tem spredu raznoraznih modelskih simulacij. In seveda oblaki, kot omenjeno, imamo različne tipe oblaka, nizki, visoki, kopasti, plastoviti in tako dalje. In če zdaj gledamo še malo boljše, kateri tip izmed teh oblakov je tisti, ki je najbolj, ki ga najslabše poznamo, so predvsem tukaj danes najmanj poznani visoki oblaki. V preteklosti so bili to tudi nizki oblaki, ampak smo že precej dobro to v zadnjih 10 letih razumeli. Danes pa nam ostaja še ta velika neznanka visokih oblakov, predvsem teh tako imenovanih nakoval, oblakov nakoval, ki ostanejo v zraku po nevihtah. In tukaj imamo en lep posnetek iz Pirana. In ti oblaki so precej pomembni v tropih vse leto in pri nas v naših širinah geografskih poletij predvsem. In res ne vemo zelo dosti o tem, kako se bodo taki oblaki oziroma ali se taki oblaki sploh bodo spremenili v enem podnebju, ki je drugačno od tistega danes. In ali bo to pripeljalo še do enega dodatnega segrevanja ali pa ravno obratno. In to ni tudi toliko presenetljivo, po pravici povedano, zato ker kako bi razumeli, kako se ti oblaki obnašajo v prihodnje, če niti ne razumemo popolnoma še, kako ta življenjski cikel nevihtnih oblakov in teh nakoval poteka danes. To je bila namreč tudi tema mojega raziskovanja, predvsem v Seattlu, kjer sem poskušal razumeti, kako pridemo iz enega takega oblaka, začetne faze evolucije teh nakoval, do tega palačinkastega oblaka, ki predstavlja končno fazo evolucije. Zdaj v kratko, z enimi 2-3 slajdi vam probam to predstaviti, samo da vidite, kako nekako naše znanstveno delo poteka. Pri tem si pomagam predvsem, oziroma sem si pomagal predvsem s pomočjo modelskih simulacij. In tukaj na desni vidimo eno tako simulacijo tega konvektivnega life cycla in tega, kako se ta oblak potem formira, širi in v končni fazi razpade. V eni manjši domeni, precej idealizirano, ampak precej lepa zadeva, ki nam res daje en precej dober mehanističen vpogled v to, kako se ti oblaki formirajo in potem v končni fazi širijo in razpadajo. In mi pogosto imamo en takšen kontrolni eksperiment, kot je tale tukaj na slikci oziroma v animaciji,
Potem pa lahko delamo eksperimente, v katerih ugasnemo nekatere procese, ki vplivajo na razvoj teh oblakov. In recimo eden tasnih zelo pomembnih procesov je interakcija ledenih kristalčkov oziroma snežink z radiacijo, in če ta proces ugasnemo, potem v končni fazi po 9 urah od začetka simulacije pridemo enega precej drugačnega oblaka. Se pravi, en oblak brez radiacije se ne bo širil in bo precej bolj takšen gost in osredotočen na sredinsko točko, kar pomeni en zelo drugačen vpliv na podnebje v primerjavi s tem kontrolnim oblakom. Zdaj, to je tudi pomembno, zelo verjetno v kontekstu podnebnih sprememb, zato ker ko gremo v bolj toplejše podnebje, se tako imenovano gretje radiacijsko oblakov poveča. In ker se to poveča, lahko pričakujemo tudi neke spremembe relevantne za temperaturo, padavine in tako dalje in tako dalje. Zdaj, kakšne točno spremembe vam še ne znam povedati, to je res ena tema, s katero se ravno trenutno ukvarjam in mogoče čez 1 leto lahko povem kaj več. Ok, ampak zdaj bi se počasi vrnil tam, kjer sem začel to temo podnebnega modeliranja, se pravi s to nedoločnostjo v podnebnih projekcijah, kjer bi rad spet poudaril, da imamo to interno variabilnost, ki jo diktira narava, ki se najverjetneje ne bo spremenila v prihodnosti in ki je pomembna na kratki rok, ma ne toliko na dolgi rok. Potem imamo to našo modelsko nedoločnost, na katero delam, ki nam daje kruh, bi rekel, in verjamem in upam, da bomo zmanjšali v naslednjih nekaj letih. Tretjič pa in najpomembneje, imamo tudi to družbeni razvoj, ki diktira večino teh dolgoročnih podnebnih trendov. In tukaj to je tista komponenta, pri kateri pridemo mi vsi kot državljani do svoje vloge. In seveda lahko bi rekel na nek način, da je prihodnji razvoj podnebja, vsaj ta dolgoročni razvoj, v veliki meri v naših rokah. In poleg tega seveda ne pozabimo, da so visoki oblaki cool, ker jih ne poznamo dovolj dobro. Tisto, kar ne poznamo dobro, tisto je cool, tako bi rekel, zato se s tem ukvarjam. In kljub vsem tem, kar sem povedal o podnebnih modelih, ki niso najboljši pri predstavljanju teh oblakov, še zmeraj vemo in uporabljamo podobne modele za boljše razumevanje vseh teh procesov skupaj s satelitskimi podatki in zmeritvami. Tako, mislim, pri tej misli bi se ustavil in mislim, da bo Nina kasneje povedala še kakšno besedo več o teh nizkih oblakih. In upam, da je še kakšno vprašanje. Hvala. Blaž, najlepša hvala. Je kakšno vprašanje? Tamle vidim že eno roko. Ja, hvala za zanimivo predanje. A lahko poveste mogoče nekaj o geoinženiringu, ki ste na začetku omenjali? Kakšne so možnosti in kakšno je zdaj stanje na tem področju? V smislu spuščanja aerosolov v zrače, ne? Ja, dobro. Mislim, zdaj to je eno vprašanje, na katero bi se lahko pogovarjali par ur. Prvič, ne vem, koliko prisotnih ve, kaj je geoinženiring. Se pravi, geoinženiring je poleg zmanjševanja izpusta toplogrednih plinov, poleg adaptacije, tretje in najbolj kontroverzni način kontriranja delu podnebnih sprememb, se pravi predvsem dvigu temperatur in rizikov, ki jih imamo, dobimo zaradi tega. In najbolj popularna, najbolj raziskovana, bi rekel, metoda geoinženiringa pravi o tem, da naj bi zelo podobno kot vulkanski izbruhi v visoko ozračje, stratosfero, izpustili aerosole, podobne tistim vulkanskim, ki bi planet za nekaj let ali pa za dolgoročno ohladili in preprečili to segrevanje. Tukaj imamo nekaj študij na to temo iz
nekega fizikalnega vidika skoraj da presenetljivo zgleda, da bi nek tak ukrep do neke mere funkcioniral, do neke mere brez katastrofalnih side efektov, če ga uporabljamo racionalno, ampak seveda zadevo moramo še dosti boljše preučiti. Zdaj, največji riziko pri vsem teh debatah o geoinženiringu vidim v tem, da bi potem ljudje vzeli to kot eno rešitev vprašanja podnebnih sprememb, ki pa to pač ni. To geoinženiring brez hkratnega zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov ne prinese kaj dosti, ker ta geoinženiring ne moremo delati zavedno, ampak mogoče samo za par desetletij, da preprečimo ta tako imenovan overshoot temperature. Tudi tukaj moram poudariti, če nas zanimajo korale v vodi, ja, potem ta geoinženiring ne bo naredil nič, ker z zakisovanjem oceana, z zvišanjem CO2-ja, pač te korale bodo še zmeraj nastradale. Tako da ja, to je ena kontroverzna ideja. Ja, verjetno bomo o tem slišali več v prihodnje, ampak ja, ostajam zelo skeptičen do tega. Hvala, Blaž. Izgleda, da nimamo več vprašanj. V bistvu je bilo to geoinženiringu tudi vprašanje, ki sem ga jaz mislila zastaviti. Ampak imamo še pol ure do konca, tako da bi se kar premaknila naprej. Boste sicer ostali z nami do konca, tako da če se še kakšno vprašanje porodi, lahko potem tudi zastavite še na koncu. Naša zadnja panelistka pa je dr. Nina Črnivec, ki je podoktorska raziskovalka na Univerzi Columbia in NASA GISS New Yorku, kjer proučuje vlogo oblakov v podnebnem sistemu. Pri tem so osredotočena na nizko oblake nad tropskimi oceani, ki odbijajo veliko količino sončnega sevanja nazaj v vesolje in s tem odločilno hladijo naš planet. Nina je po zaključeni prvi stopnji študija na Univerzi v Ljubljani in Tehniški univerzi v Berlinu svojo izobraževalno pot nadaljevala na Univerzi LMU in Meteorološkem inštitutu v Münchnu, kjer je opravila magisterij in doktorat. Sedaj pa kar vabim Nino, da nam predstavi svoje predavanje pod naslovom Oblaki in podnebje. Beseda je vaša. Ja, živijo. Vidite vsi slajde, me slišite? Lahko pričnete. Ja, super. Hvala za tale uvod, tudi hvala Lini pa Blažu za njuno predstavitev, tako da bo meni zdaj malo lažje, ker veliko stvari že poznate. Se pravi, jaz se podobno kot Blaž tudi ukvarjam z oblaki, sicer hvala Bogu, se ne pokrivajo več čist, ampak če je Blaž specialist za visoke oblake, se jaz primarno ukvarjam z nizkimi oblaki. In danes z oblaki sem se začela bolj resno ukvarjati že med doktorskim študijem, tako da danes bomo v predavanju nekako združila to tematiko, s katero sem se ukvarjala med doktoratom in potem tudi povedala par problemov, s katerimi se ukvarjam sedaj. No, za začetek želim poudariti to, kar je v veliki meri razložil že Blaž. In sicer, da so oblaki izjemno velik vir negotovosti pri podnebnih projekcijah. Tukaj sem zbrala par zgovornih naslovov iz nedavnih znanstvenih člankov, kot so Clearing Clouds of Uncertainty, voda v atmosferi, pa podnebni cilji in računanje prihodnosti oblakov, povratne zanke oblakov, njihova predstavitev v globalnih podnebnih modelih. Kaj podnebnim modelom manjka? Mi se pri razvoju podnebnih modelov sigurno trudimo po svojih najboljših močeh, ampak veliko fizikalnih procesov bi si želeli še bolj razumeti, še bolj opisati in to še posebej velja za oblake. Zdaj, problem je, da je oblak podmrežen pojav v podnebnem modelu. Ta leva shema prikazuje mrežo računskih točk, mi dogajanje v podnebnem modelu v ozračju in oceanih opisujemo na mreži računskih točk. In govorimo potem o tako imenovanih razločenih procesih, to so procesi, ki se dogajajo na velikih skalah, ki imajo dimenzije veliko večje od dimenzije posamezne računske celice, to so planetarna gibanja zraka. In o nerazločenih ali podmrežnih procesih, to so pa procesi, ki so manjši od tipičnih dimenzij naših modelskih celic.
No, in danes so trenutne resolucije podnebnih modelov lahko 100 km ali pa nekaj 100 km, tako da velika večina procesov povezanih z oblaki, praktično večina procesov povezanih z oblaki, je podmrežnih. In vprašanje, ki ga imamo mi razvijalci podnebnih modelov neprestano pred očmi, je, kako predstaviti te nerazločene ali podmrežne fizikalne procese, kot so oblaki, čim bolj natančno in čim bolj računsko učinkovito. Simuliranje podnebja je zelo drago in zato si želimo te zahtevne procese tudi čim bolj računsko učinkovito parametrizirati. Zdaj, razlog, zakaj je predstavitev oblakov v podnebnem modelu težka naloga, je, da so oblaki izredno variabilni, zelo spremenljivi in sklopljeni so z vrsto drugih fizikalnih procesov. In nekaj takšnih je prikazano na tej sliki. Recimo, vertikalno dviganje zraka ali konvekcija, ki je lahko globoka in vodi do tazgale kumulonimbusnega oblaka, s katerega dežuje, lahko je plitka, če omejena na spodnje plasti ozračja. Potem imamo turbulentno difuzijo ali mešanje zraka v tej planetarni mejni plasti. Potem imamo toke zaznavne in latentne toplote iz kopnega in oceana v ozračje. Jaz najprej opazim sevanje. Tukaj imamo sončno ali kratkovalovno sevanje, ki recimo se zelo dobro odbija od oblakov. V jasnem nebu se večinoma nekako neovirano razširja do tal, kjer se deloma absorbira, deloma se odbije. Potem imamo pa tudi dolgovalovno sevanje, ki ga oddaja Zemlja, zračje samo, in oblaki kot sestavni gradniki ozračja. No, in jaz sem se med doktoratom ukvarjala prav s tem problemom interakcije sevanja in oblakov z namenom izboljšanja parametrizacije tega pojava v modelih slabo ločljivosti, v vremenskih podnebnih modelih. Tako da dajmo se zdaj v naslednjih nekaj slajdih malo bolj natančno pogledati par takih problemov, s katerimi se moramo ukvarjati. No, če se najprej vprašamo, kaj se dogaja na mikroskali. V oblaku je načeloma voda v vseh treh fazah, lahko je v plinasti, v tekoči in v ledeni fazi. Tukaj levo recimo imamo molekule vodne pare, zrak v oblaku je bolj vlažen kot okoliški jasen zrak. Potem imamo pa še različne gradnike oblakov, ki jim pravimo hidrometeori, recimo oblačne kapljice, ki preko določenih mehanizmov zrastejo lahko v drizelj oziroma večje dežne kaplje. Pa v višjih slojih imamo ledene kristalčke, ki lahko potem prerastejo snežinke in točo. No, in te hidrometeori imajo različne dimenzije, imajo tudi različne geometrije, tako da imajo splošno različne optične lastnosti. Optične lastnosti so tiste, ki so pomembne za interakcijo s sevanjem, recimo koeficienti absorpcije, emisije, sipanja. No, ampak v resnici niso vsi te delci recimo enak sevalno pomembni. In recimo pomembnejši so manjši delci, recimo oblačne kapljice, pa ledeni kristalčki, to so te delci, ki so toliko majhnih, da jih vzgorniki v oblakih lahko zdržujejo v oblaku, in zato imajo več časa na voljo za interakcijo s sevanjem. Medtem kakšne velike dežne kaplje pa toča, pa zelo hitro padejo dol in pravzaprav se ne rabimo ukvarjati, ali pa ne rabimo skrbeti, kako bi parametrizirali interakcijo sevanja z zrnom toče, to lahko zanemarimo, pa mirno spimo. Tako da, ko razvijamo podnebne modele, se moramo tudi pač spraševati, kateri procesi so tisti, ki so pomembni, kateri moramo dati prednost, prioriteto. No, in recimo zadnja stvar, ki jo še želimo omeniti tukaj pri razvoju sevalnih shem, je, da načeloma je vse odvisno od valovne dolžine, in eden izmed izzivov je, kako pametno pointegrirati zadevo v spektralnem območju, zaradi tega, ker natančnega izračuna pri vsaki valovni dolžini posebej si pač operativno ne moremo privoščiti, je računsko prezahteven. Tako da vidimo, da je stvar kompleksna že na tej mikroskali, na skali posameznih hidrometeorjev. Ampak včasih nas pa zanima en tak bolj zoom out pogled, bolj celostni pogled. Recimo se je zanimivo vprašati, kako takšno oblačno polje vpliva na spremembo temperature zraka in na sevalne tokove na tleh. Kaj se zgodi, če recimo na tako oblačno polje sije sonce, kaj se dogaja s temperaturo na tem mestu, kjer imamo oblak. In tole je taka numerična simulacija oblačnega polja plitke konvekcije, upravljena s tako imenovanim Large Eddy Simulation modelom.
To so posebni modeli, ki uporabljamo v raziskovalne namene. Takole ne izgleda oblak v podnebnem modelu, to so pač modelčki, s katerimi se igramo, ki jih zaganjamo na manjših domenah. Tukaj je velikost domene malo več kot dobrih 6 km v horizontalnih smerih in 4 km v vertikalni smeri. In v tem primeru si lahko privoščimo zelo visoko resolucijo. Tukaj smo imeli resolucijo 25 metrov v vseh 3 smerih in dobili zelo tako realistično geometrijo oblakov. In vidimo, da je simulacija zajela cel ta razvoj oblačnega polja od začetne razbite oblačnosti, kumulusne oblačnosti, potem sčasoma so oblaki rastli do končne faze, ko smo imeli tak zavihten strak kumulusa. Se pravi, tukaj vizualiziram oblačne kapljice, tisto eno hidrometeorno kategorijo, za katero smo rekli, da je sevalno pomembna. Tole se je zgodilo tekom 6-urne simulacije, kasneje je začel iz oblaka deževati. Podobno kot imamo v raziskovalne namene te posebne modele, s katerimi generiramo realistična oblačna polja, imamo v raziskovalne namene tudi posebne modele, s katerimi lahko zelo natančno izračunamo sevanje. Izračunamo zelo natančno tridimenzionalni sevalni transport. In v Münchnu, na Meteorološkem inštitutu v Münchnu, ker sem delala doktorat, smo imeli tak model, imenuje se MISTIC. In v bistvu z njim lahko simuliramo realističen let fotonov pri njihovem potovanju skozi ozračje. In za en tak primer kumulusnega polja, ki smo ga videli prej, smo naredili takele 3D izračune v sončnem in v terestričnem delu spektra in dobili tole sliko. Prej smo vizualizirali oblačne kapljice, zdaj pa vizualiziramo sevalne količine, in sicer temperaturne tendence, to je heating rate, se pravi, koliko se zrak segreva ali ohlaja zaradi absorpcije in emisije sevanja, pa sevalne tokove v tleh, surface flux, koliko vatov pade na določen kvadratni meter. In če pogledamo najprej levo sliko, ki je nekako bolj intuitivna. Recimo tukaj v eksperimentu je sonce takole od strani sijalo na oblak in vidimo, da se te stranski robovi zelo močno segrejejo. Tudi recimo do 100 kelvinov ali stopinj na dan lokalno dobimo segrevanje zraka. Potem vidimo te sence, ki so takole po stran in posledično je tok na tleh zelo, zelo nehomogen. V dolgovalovnem delu spektra, to je slika, recimo, kaj se dogaja z oblakom po noči, je stvar malo drugačna. Tukaj vidimo, da se vrhovi oblaka lokalno zelo močno hladijo, zaradi tega, ker lahko te vrhovi oblaka zelo učinkovito oddajajo dolgovalovno sevanje v okoliški jasni zrak. Tudi stranski robovi oblaka se hladijo, nekoliko manj, ampak se tudi hladijo. Zdaj baze oblakov se pa rahlo segrevajo. Baze oblakov tudi oddajajo termično sevanje navzdol, ampak hkrati pa prejmejo oziroma absorbirajo to sevanje, ki prihaja iz nižje ležečih, toplejših plasti zraka in zaradi tega baze tako rahlo segrevajo. In ta slika je res izjemna, tega recimo ne moremo zmeriti, to lahko samo simuliramo. Tako res razumemo recimo dobro, kaj se dogaja takole s sevanjem na takem oblaku, ampak v podnebnih modelih takih detajlov recimo še nikakor ne moramo pravilno predstaviti. In rekli smo, da je ta 3D izračun sevanja izredno računsko zahteven, zato se v praksi pogosto uporabljajo tako imenovani 1D približki. Cela vrsta je teh 1D približkov. Mi v Münchnu smo imeli res privilegij, da smo imeli ta 3D model sevalni na voljo, ampak veliko raziskovalnih skupin po svetu tudi, ki uporabljajo te LIS modele, pa se morajo nekako zanašati na te računsko učinkovitejše 1D približke, pri katerih se sevanje takole računa v vsakem modelskem stolpcu posebej. Nimamo nobenega horizontalnega toka fotonov. In žal ima tak 1D približek, glede na 3D referenco, neko napako, ki jo lahko vidimo na spodnji sliki. Recimo, ta 1D približek ni sposoben zajeti realističnega segrevanja na obsevani strani oblaka. Prav tako ni sposoben zajeti zamaknjenih in podaljšanih senc na tleh. In ta napaka je seveda odvisna od različnih parametrov, sigurno od zenitnega kota sonca. Če bi sonce presijalo, recimo presijalo tukaj iz zenita, bi bil ta 1D približek še kakor toliko v redu. Ampak čim je sonce recimo
sije postrani na sceno, pa 1D približek postaja vedno bolj problematičen. In tako tudi drugi parametri vplivajo na velikost te napake, recimo odbojnost ali pa sama geometrija oblaka ali pa vodnatost oblaka, gostota kapelj. Jaz sem se deloma s tem problemom ukvarjala v tem znanstvenem članku, ampak v podnebnih modelih ali pa v splošnem v modelih slabo ločljivosti, z omejeno ločljivostjo, je pa stvar še bolj kompleksna. In sicer v podnebnih modelih s slabimi resolucijami so oblaki slabo predstavljeni. In to je potem dodatni vir napake pri tem 1D izračunu sevanja. Tukaj slika na sredini prikazuje tradicionalen pristop. Takole so oblaki izgledali tradicionalno v podnebnih modelih, pa še tudi še zdaj v marsikaterem podnebnem modelu ne izgledajo dosti drugače. So predstavljeni takole kot tak niz horizontalno homogenih plasti. No, in ne samo en tak kumulusni oblaček, ampak lahko kompleksne oblačne scene, kot jih je prej kazal Blaž, recimo, padati znotraj teh 100x100 km velikih modelskih boksov, so lahko v bistvu pogosto predstavljeni kot tak niz horizontalnih homogenih plasti. No, in jaz sem se med svojim doktorskim študijem ukvarjala z reševanjem oziroma z iskanjem neke rešitve za ta problem, imenuje se Triple Clouds, kjer sem tako na sredino vgradila neko dodatno regijo. V notranjosti so oblaki ponavadi bolj optično debeli, gostejši. Recimo, na robovih se oblačni zrak meša z okoliškim jasnim zrakom in zaradi tega so robovi tanjši, bolj prosojni za sevanje, za sončno sevanje. Recimo. Tako da sem potem poklopila sevalne tokove na tak bolj kompleksen model teh oblačnih plasti. Ne bi šli tukaj v detajle, ker sem imela pred kratkim predavanje v Slovenskem meteorološkem društvu na to temo in če koga zanima, si lahko pogleda, posnetek predavanja je na novem YouTube kanalu društva. Tako, zdaj v nadaljevanju pa želim povedati še malo o tem, kar delam trenutno na Centru za raziskave podnebnih sistemov in NASA GIS inštitutu v New Yorku. To je oboje v eni in isti zgradbi, kjer pač proučujemo podnebje, modeliramo podnebje, se pravi NASA GIS ima svoj globalni podnebni model in NASA ima veliko satelitskih opazovanj, tako da jaz trenutno uporabljam satelitsko opazovanje za validacijo podnebnih modelov v kratkem. Ukvarjam se pa z nizkimi oblaki in njihovo vlogo v podnebnem sistemu. In kot je že razložil Blaž, se pravi, nizki oblaki, njihova primarna vloga podnebna je, da odbijajo zelo veliko parnega sončnega sevanja nazaj v vesolje in s tem hladijo Zemljo. Še posebej nizki oblaki nad tropskimi oceani, na katere se jaz trenutno osredotočam. Tropski predeli enostavno prejmejo velike količine sonca, pa oceani so izjemno temni, tako da v oceanu se večino sončnega sevanja sicer upija, zdaj pa če imamo tak bel oblak nad oceanom, pa deluje kot nek leden pokrov. No in pomembno vprašanje je, kaj se bo zgodilo s tem pojavom v prihodnje. Super bi bilo, če bi bilo v prihodnosti teh oblakov več, pa bi nam pomagala hladiti Zemljo. No, ampak zdaj tako, ta stvar, kako se bo ta pojav spremenil v toplejšem podnebju, je zelo nejasna. Verjetno so povratne zanke res še bolj skrivnostne, ampak tudi povratne zanke nizkih oblakov so zelo negotove. Taka poenostavljena slika je sledeča. V toplejšem podnebju bo temperatura morja narasla, kar bo vodilo do zmanjšanja nizke oblačnosti in bomo imeli posledično manj odboja sončnega sevanja nazaj v vesolje, kar vodi do segrevanja planeta. In to je klasičen primer pozitivne povratne zanke, kjer je odziv oblaka na podnebne spremembe takšen, da povečuje začetno segrevanje. Odziv oblaka na globalno segrevanje je takšen, da se začetno segrevanje ujači. Tako da to je pozitivna povratna zanka, ampak na malo nesrečno ime, kar ni nič pozitivnega za nas. In mi v našem projektu si želimo to povratno zanko bolj razumeti, da bi zmanjšali negotovost te povratne zanke.
In sicer si želimo to nizko oblačnost razbiti na osnovne tipe oblakov, to sta stratocumulus in cumulus. Ker v bistvu stratocumulus in cumulus sta različna oblačna režima, ki jo nekateri procesi, fizikalni procesi, ki jih določajo, so seveda skupni, ampak so pa tudi pomembne razlike, ki jih te razlike še ne razumem povsem dobro in tudi ne predstavljamo povsem dobro v podnebnih modelih. No in mi si želimo zdaj res posebej pogledati, kako se te dva tipa oblaka odzivata na podnebne spremembe. No in zato uporabljamo tako imenovani cumulus and stratocumulus cloud set calypso dataset ali kaskad, ki je zgeneriran na podlagi podatkov iz dveh nasenih satelitov, sta cloud set in calypso. In to je torej nov satelitski podatkovni set, ki identificira te tipe oblakov, stratocumulus in cumulus, na podlagi njune geometrije, na podlagi njune morfologije. Je najbolj natančna klasifikacija nizkih oblakov, kar trenutno imamo na tej opazovanjih, na tej globalni skali. In tukaj rišem karte. Vidimo, da imamo stratocumulus tipično takole zahodno od kontinentov, od Severne in Južne Amerike in tukaj v Afriki imamo tipične pokrove stratocumulusov. Medtem ko cumulusni oblaki so pa nahajajo bolj zahodno nad odprtim oceanom, gre za bolj razbito oblačnost, tako da imajo manjše cloud cover, ampak oba tipa oblakov pokrivata znatna območja v tropskih predelih in sta oba sevalno pomembna. Tukaj sem analizirala trope med 35 stopinj severne in južne geografske širine. No in smo se zdaj najprej vprašali, kako dobro so ta tipa oblaka predstavljena v podnebnih modelih, podnebnih modelih 6. generacije CMIP6. In smo validirali 12 podnebnih modelov. Na levi so satelitska opazovanja, na desni strani je povprečje teh 12 modelov. In smo tole nizko oblačnost, LCC je low cloud cover, to je celotna nizka oblačnost, tukaj narisana v sivih odtenkih, smo razbili na stratocumulus in cumulus z uporabo oblačne maske, ki smo jo izpeljali iz tega kaskad podatkovnega seta. No in vidimo, če primerjamo zdaj levo pa desno, da podnebni modeli podcenjujejo nizko oblačnost, in sicer na območju stratocumulusa in na območju cumulusa. Premalo je teh nizkih oblakov v podnebnih modelih. Če se spomnimo na začetku, ko smo omenjali vse tiste različne procese, ki jih imamo, turbulenco, sevanje, konvekcijo in še marsikaj drugega. In vse te procese, ker jih nepopolno predstavimo, rezultat te nepopolne predstavitve je pač slaba predstavitev teh nizkih oblakov v najnovejših podnebnih modelih. In dejansko je ta problem, se pravi, da podnebni modeli podcenjujejo te nizke oblake, tudi problem, ki je prisoten že v nekaj generacijah, ker ne znamo dobro odpraviti. Tudi če bi tukaj narisalo vseh 12 modelov posebej, je slika enaka. Vseh 12 modelov je podcenjevalo oblačnost tako na območjih stratocumulusa kot cumulusa. Zdaj, ja, v naslednjem koraku nas je pa zanimalo, kako se stratocumulus in cumulus odzivata na spremembe okolja. Sea surface temperature, temperatura morja, pa estimated inversion strength, prav močne nizke inverzije. To sta dva osnovna okoljska dejavnika, ki vplivata, oziroma ki določata razvoj in obstoj teh nizkih oblakov nad tropskimi oceani. Se pravi, ta moč inverzije, to je moč nizke inverzije, v bistvu zadržuje, in ta inverzija zadržuje vlažen zrak iz oceana v tej planetarni mejni plasti in seveda tudi zelo pomembno vpliva na življenje in do teh nizkih oblakov. No in podnebne projekcije kažejo, da se bosta te dva parametra povečevala. V prihodnem podnebju bo temperatura morja narasla in tudi jakost inverzije bo rasla. Tako da zanima nas, kako se bodo te nizki oblaki odzvali na te spremembe. No in to je prikazano na teh grafih. Se pravi, ta dva grafa prikazujeta spremembo nizke oblačnosti za primer, ko se temperatura morja in inverzija povečata za Kelvin. V črni barvi rišem odziv celotne nizke oblačnosti, ki smo potem razbili na stratocumulus in cumulus. Slika je zgenerirana na podlagi opazovanj. No in vidimo, na prvi pogled, da se stratocumulus in cumulus povsem drugače odzivata na te spremembe okoljskih meteoroloških parametrov, se pravi, jih ne smemo metati v isti koš, jih je pomembno obravnavati posebej. In vidimo, da recimo
če pogledamo na levo najprej, če se bo temperatura morja povečala, se bo nizka oblačnost res razkrajala, ampak ta razkroj je praktično omejen na stratocumulus, medtem ko se cumulus komaj se praktično ne odzove na to spremembo. Če pogledamo desno sliko, vidimo, da imamo do neke mere kompenzacijo. In sicer večanje te jakosti inverzije je celo ugodno za rast stratocumulusa, ampak spet cumulus se odzove na povsem drugačen način. Tako da ta ena vrednost senzitivnosti ne opiše dobro tega kontrasta med stratocumulusom in cumulusom. In v naslednjem koraku smo se vprašali, kako dobro podnebni modeli ujamejo ta odziv. Tako da to je ista slika kot prej, samo da sem dodatno narisala še rezultate za teh 12 podnebnih modelov, ki smo jih obravnavali. In sicer najprej rišem povprečje pa spread teh 12 modelov, potem v drugem stolpcu, takole zraven, pa rezultate za vsak posamezen model posebej. Tukaj imamo norveški, pa japonski, pa naš GIS model, pa kitajski, še en japonski, ameriški, 2 francoska, 2 ameriška, angleški in kanadski. Imamo veliko centrov, ki se ukvarjajo z modeliranjem podnebja in te podnebni modeli so pač različni in dajo različne odgovore. In težko je razložiti to sliko. Veseli smo, ko vidimo, da vsaj nekako povprečje modelov dobro ujamejo ta odziv stratocumulusa na povišanje temperature morja, ker je to dejansko pomemben člen. In to zato, ker dejansko v prihodnosti temperatura morja bolj povečevala kot moč inverzije, tako da so teli koeficienti na levi bolj pomembni od koeficientov na desni sliki. Ampak vidimo, da imajo recimo težave na splošno podnebni modeli ujeti odziv teh tipov oblakov na spremembe okolja. In seveda eni so bolj problematični, drugi manj. Odgovoriti vprašanja, zakaj se določen podnebni model odzove tako kot se, to je zelo, zelo težko. Ampak s tem se trenutno ukvarjamo, tudi poskušamo trenutno razviti še en tak mal boljši model za oceno povratnih zank, kjer bomo uporabljali tele različne senzitivnosti stratocumulusnih pa cumulusnih oblakov, da bomo izpeljali še bolj realistične ocene te povratne zanke nizkih oblakov in zmanjšali njeno negotovost. Tako da to je pa moj research in progress trenutno in bolj natančno o tem, kdaj drugič. Zdaj, zaključna misel bi pa bila, da marsikatere procese povezane z oblaki vse bolj razumemo, ampak kljub vsemu ostaja še ogromno prostora za izboljšave. Tako da zdaj ne vidim publike, ampak če ste še mlajši med publiko, če kdo še ne ve, kaj bi rad bil, ko bo velik, ste lepo vabljeni v svet raziskovanja oblakov. Pa če kdo še rajš posluša muziko kot predavanja, si lahko posluša Cloud Feedback Song. Baba Brinkman, to je umetnik tukaj v New Yorku, je avtor in ta pesem govori oziroma povzame veliko stvari, o katerih sva govorila midva z Blažem zdaj. Tako da to je to. Če pa ima kdo še kakšna vprašanja, pa z veseljem sem na voljo. Ja, najlepša hvala. Ima mogoče kdo iz publike? Vidim, 2 vprašanji sta. Najprej hvala za te dobre predstavitve. Bi pa mogoče vprašala tole. Oba dva, Blaž in Nina, sta govorila o teh modelih, ki so zanesljivi, pa niso zanesljivi, pa v bistvu me zanima, kateri modeli bi bili najbolj zanesljivi za decision makerje, da delajo kakšne odločitve glede naših reakcij glede podnebnih sprememb. Ja, lahko poskušam jaz najprej to odgovoriti, Blaž dopolni, če bo treba. Se pravi, če recimo ostanem pri tej moji zadnji sliki, ki sem analizirala 12 podnebnih modelov, pa eni so boljši, eni slabši, pri tej konkretni nalogi. Ampak to je samo ena naloga, ki smo mi zdaj validirali, kako dobro modele ujamejo odziv teh nizkih oblakov. Ampak ni vic v tem, da si izberemo en najboljši model, ki ga bomo poslušali. Ravno kvaliteta tega podnebnega modeliranja je v tem, da imamo celo zbirko podnebnih modelov.
In te podnebni modeli nam dajo različne odgovore, ampak lahko izračunamo, recimo neko povprečje, pa potem negotovost. Seveda je lahko problem, če je kakšen model čist faljen, kakšen nek outlier. Recimo zdaj podnebni modeli 6. generacije imamo nekaj primerov, ko so imeli izjemno visoke podnebne senzitivnosti, ko so dali izjemno velike vrednosti globalnega segrevanja v koncu stoletja. In temu smo rekli hot model problem. Tako da smo se veliko ukvarjali prav s temi parimi modeli, to so bili recimo nek ameriški, tale Community Earth System model, ki ga gradi eden največjih ameriških centrov za raziskave atmosfere, NCAR, National Center for Atmospheric Research. In smo se spraševali, ali je z njimi slučajno kaj narobe. Ker če bi bilo res, da bomo se ob koncu stoletja segreli za 6 kelvinov, je lahko to zelo problematično in potem lahko kakšne specifične modele, ki dajo zelo čudne ali pa zelo odgovore zelo izven tega razpona, jih moramo vzeti pod lupo, pod drobnogled. So pa tako, te modeli so zelo različni, v marsičem, imajo nekatere skupne komponente, ampak ogromno razlik in težko je reči, kjer je najboljši. Sigurno ni enega, ki bi bil najbolj realističen za vse. Imamo celo vrsto procesov, ki jih neprestano validiramo, ampak nekateri podnebni model da bolj realistično sliko za predstavitev enega pojava, nekateri bolj realistično sliko za predstavitev drugega pojava. Zdaj, težko je reči, kjer je najboljši. Jaz bi tukaj dodal še, da pač po definiciji noben model ni pravi, so pa nekateri uporabni. In zelo, če nas zanima neko povprečje, trend, svetovni trend, potem je zelo veliko teh modelov, ki te oblake takšne ali drugačne mogoče ne simulirajo najboljše, so ti modeli še zmeraj popolnoma sprejemljivi za naše vprašanje. In tudi, kot smo videli, na dolgi rok je še zmeraj ta modelska nedoločnost manj pomembna od te nedoločnosti oziroma trajektorije scenarijev. Tako da, kateri model vzeti kot policy maker. IPCC reporte imamo zato, da ovrednotijo in dajo neke mnenje o vseh študijah, ki so bile objavljene na neko temo v zadnjih letih. In tisto, kar je napisano tam, je en kar dober povzetek in bi si zmeraj vzel kot neko začetno točko za katerokoli vprašanje na temo podnebja, na katerokoli vprašanje, katero ne bi vedel zdaj takoj avtomatsko odgovora. Še to, mogoče ni vse v modelih. Mi vemo tudi, kako se je temperatura spreminjala v preteklosti, v zadnjem milijonu let predvsem, in zato lahko tudi nekateri izmed teh modelov izločimo in lahko rečemo, 6 stopinj Celzija povišene temperature ob podvojitvi CO2 enostavno ni realistično. Se pravi, tistega modela za tako vprašanje ne bomo uporabljali. Kaj pa so trenutno največji problemi podnebnega modeliranja? So kakšne anomalije, večje negotovosti? Kaj je zdaj ta glavni problem znotraj vaše znanosti? Nina, boš ti? Ja, če recimo gledamo zdaj podnebje kot naravno komponento podnebja, so zame oblaki. Enostavno povratne zanke v zvezi z oblaki. Oblaki so izredno kompleksni. Dejansko se dogaja toliko enih procesov na toliko različnih prostorskih in časovnih skalah, ki so sklopljeni, ki so izjemno kompleksni, izjemno raznoliki, od vodnih kapljic, lednih kristalčkov do celotnih
do visoke konvekcije. In res je težko parametrizirati vse to na računsko učinkovit način. Tudi veliko stvari je že, ki jih v bistvu razumemo, pa jih nismo sposobni pametno, dovolj učinkovito parametrizirati, da bi jih lahko vgradili v modele. Recimo, še nimamo računske moči. In še čakamo, da dobimo, recimo mi razvijalci fizikalnih shem, čakamo, da dobimo recimo zeleno luč, da imamo pa dodatno computational power, da bomo lahko te in te procese še vgradili. Recimo pri mikrofiziki oblakov, jaz nisem najhujši specialist za mikrofiziko, ampak recimo tam na začetku sem imela sliko, ker sem predstavljala različne hidrometeorne kategorije, oblačne kapljice, ledeni kristalčki in tako naprej. In oblačne kapljice, že same oblačne kapljice so recimo zanimive, ampak ledeni kristalci pa še toliko bolj kompleksni. Ogromno, veliko, Blaž je rekel, nobena snežinka ni enaka, drugi. Tudi ledeni kristali imajo zelo različne geometrije, so lahko bolj, recimo te heksagoni so lahko bolj podolgovati, lahko so bolj ploščati, tudi recimo, ko padajo čez oblak, čez različne temperaturne režime, bo zelo različno rastli. In veliko razumemo, ampak nismo sposobni tega v modelu vgraditi, ker nimamo računske moči. Tudi recimo oblačne kapljice niso vse enake velikosti, ampak so cel spekter. Ampak nismo vedno sposobni modelirati vseh teh detajlov. Tako da tukaj pri oblakih je zelo veliko odprtih vprašanj. Zelo veliko prostora za izboljšave, zelo velika negotovost. Pri nakovalih, pri teh nizkih oblakih in pri drugih tipih oblakov. Jaz še imam eno vprašanje, ker mislim, da ne bo dosti časa, ampak ga z veseljem kdaj še ker jaz se sam ukvarjam tudi z modeliranjem sicer električnih strojev drugače, pa je ravno to, kaj ste omenili, ravno to, eno je sam model, kvaliteta modela, eno pa je parametrizacija modela. Oziroma, seveda tudi, ko se model razvija, recimo z mojega področja, ker vaše področje mi je tujo, je ravno v tem, da v bistvu različni, recimo termične lastnosti stroja, elektromagnetne vplivajo eno na drugega in seveda to vse, in to je na ravni manjšega sistema, vi pa imate sistem, ki je globalen, kje so recimo izzivi, kak se v bistvu speh loti tega, oziroma čisto vprašanje me zanima kot nekoga, ko se ukvarja z modeliranjem, če se najprej še vedno analitično ali uporabljate že recimo ne vem kakšne metode, neural networks pa te nove metode, ali so še vedno klasične analitične metode najboljše? Kdo bo to pomest? Vedno več se ljudje ukvarjajo tudi z machine learningom za uporabo v atmosferski znanosti. Zdaj, recimo, jaz se ukvarjala s sevanjem in sem tako svojim bivšim kolegom v Münchnu naredila take zanimive eksperimente, kjer smo v bistvu natrenirali nevronsko mrežo, da je zelo dobro lahko napovedovala te 3D efekte. Za tisti primer oblačnega polja pritika konvekcije, ki sem ga kazala, jaz sem recimo zagotavljala oblake pa izhodno količino, ki smo jo zračunali s tem zahtevnim 3D računskim modelom, ki si ga operativno v podnebnem modelu ne moremo privoščiti. In je moj kolega Štefan Rast, ki je izreden strokovnjak za machine learning, je za ta primer oblačnega polja zelo dobro napovedal 3D učinke, sevalne učinke. Vedno več je tega. Je pa še vedno tako, treba po pameti. Machine learning je statistična metoda in je treba biti zelo pazljiv. Vedno je treba pogledati, zakaj model dela to, kar dela. In machine learning je v bistvu zdaj ratal nek velik boom v znanosti, tudi zaradi tega, ker zdaj obstajajo neke metode, ki ti lahko pokažejo, zakaj model nekaj počne. Ni več tisti black box, ampak je ratal recimo temu bolj grey box. In zaradi tega se danes to mogoče malo več uporablja. In en kolega vedno pravi, da bomo malo se zamenjali z machine learningom. Tako da, Pa še jaz se zmeraj presegam na analitične metode. Ampak
Najlepša hvala vsem, pa še čisto za konec eno vprašanje. Torej, kako lahko izboljšamo predstavljanje podatkov tako za splošno javnost kot za odločevalce in jih spodbudimo vse nas v bistvu hitrejšim ukrepom. In tukaj bi v bistvu me predvsem zanima, če so kakšni primeri dobre prakse že, če vi na njih delate in če to lahko podelite z nami. Ilina Podnebnik povedala, da si najbolj up to date glede podnebnika, par besed. Ja, mislim, podnebnik še nismo niti zagnali dobro, tako da v izdelavi. mi bomo poskušali, mislim, podnebnik bo v bistvu, bomo naredili verjetno spletno stran na neki točki, že nekaj časa govorimo o tem, ki bo bolj namenjen izobraževanju javnosti, zbiranju podatkov in tako naprej. Drugače pa dobre prakse. Jaz mislim, da je trajektorija še zmeraj dobra. Mislim, da pred 10 leti je bilo stanje splošne javnosti, ozaveščenost splošne javnosti na to temo dosti niže, kot je danes. Projekcije podnebne konca leta 2100 so bile dosti slabše, kot so danes, tako da jaz bi rad zaključil še zmeraj z eno pozitivno mislijo, da jaz sem se včasih ukvarjal tudi malo s podnebno politiko in takimi zadevami in leta 2009 so zadeve delovale dosti bolj katastrofalne kot danes. Tako da mislim, da smo že do neke mere bili uspešni. Mislim, da je pa zdaj challenge ta, da iz te ozaveščenosti javnosti gremo bolj v akcijo. In mislim, da pri tem ni več glavna vloga nas znanstvenikov, ki se ukvarjamo z nekimi akademskimi, zelo zanimivimi vprašanji, ampak bolj nam mogoče tistem delu ljudi, ki so nekje med osnovno znanostjo in družbo. Vemo, kaj je treba narediti, zdaj treba to samo udejaniti. Tako še kakšna misel za konec, oziroma mogoče kateri veliki koraki so po vašem, oziroma kateri tisti najpomembnejši, ki ga moramo na sistemski ravni sprejeti. Če morda za konec, če to podelimo, potem pa počasi zaključimo. Kar mogoče Nina, prva. Ja, jaz sicer nisem energetik, ampak bi rekla na področju energije so recimo zelo nujni ukrepi. Recimo prehod na nizkoogljično energijo, opustitev premoga do leta 2030. Pa potem recimo jaz kot znanstvenik bi rekla uvedbo vseh teh podnebnih znanosti v izobraževalne programe na vseh ravneh izobraževanja, ustanovitev kakšnega centra, ta, za katerega imamo tukaj Center za raziskave podnebnih sistemov, pri nas, pa recimo spremembe v prometu. Ko sem prišla z Nemčije, se mi je zdel javni prevoz tukaj čisto drugačen kot v Nemčiji. Ja, energija, pa varčevanje z energijo. Blaž? Jaz bi dodal home office. Recimo, jaz mislim, da zakonodaja v Sloveniji ni dovolj fleksibilna in da je velik del izpustov v Sloveniji zaradi prometa in v bistvu tudi dejansko se dosti krat tudi na tak način v bistvu izplačuje neobdavčene plače preko potnih stroškov in treba bi bilo to malo zamenjati za zakonodajo na to temo. Za konec Lina? Kolega sta praktično vse že povedala. Jaz bom mogoče rekla samo to, da podnebne spremembe so močno multidisciplinaren problem, kar pomeni, da mora ta problem reševati skupina ljudi, ki prihaja iz različnih tipov, tako znanosti, družbe, politike, ekonomije, karkoli že pač. Res je to večplasten problem in jaz mislim, da je treba se v Sloveniji, mislim, da se premikamo v to smer, tudi zato, ker mi non-stop to poudarjamo, da rabimo to skupino, ki bo res multidisciplinarna in potem reševala podnebno problematiko skupaj. Ja. Hvala lepa. En tak lepa zaključna misel, tako da res vprašanje ni več, ali v podnebne spremembe verjamemo ali ne, ampak predvsem kako bomo glede tega ukrepali in kako hitro. Torej vsaka desetinka stopinje šteje v tem trenutku. Jaz bi se zahvalila vsem panelistom
in tudi vam, ki ste nas spremljali do konca. Upam, da smo vsi odšli s kakšnimi novimi spoznanji. Mogoče bo kdo začel raziskovati kakšno novo področje. Ga je tale panel inspiriral, tako da hvala lepa in srečno. Hvala za povabilo. Čau, čau. Hvala za povabilo. Hvala tudi tebi.